promenade. Danes se vam upravičujem, prvič ste videli že eno gradbišče, mi lahko delamo samo od novembra do marca, ko je velika noč, pa nas vse konča in upam, da bomo marca pokazali že prvo polovico najlepše promenade na svetu. 40 let ta promenada ni bila prenovljena, mi smo prenovili vse objekte, hotel bomo še v del hotela končali, ampak promenada je pa stala. Ta promenada pa seveda izražila tudi dušo našega okolja. Drugo je prenova B dela hotela, ki ga odpiramo za veliko noč in pa prenova poslovne zgradbe. Ta promenada je izjemno zahteven projekt. Zato, ker ga pripravljamo na način, da bi ljudje doživeli tudi našo stvariteljico Postojnske jame, to je Pivka. Mi reke, ko hodimo po promenadi, sploh ne čutimo. In belveder, ki ga bomo naredili ob drevoredu, ki ga je Globočnik postavil, pomeni, da posega deloma, tudi pontonsko v zrak, da boš ti čutil to. Predvsem pa želimo to promenado slavnih, teh 40 milijonov ljudi, ki se je sprehodilo, tudi pokazati neko zahvalo, da so tukaj šli. Prišli so slavne osebnosti, šli so običajni ljudje in zato je to promenada slavnih. In če si Slovenija, ki zasluži promenada slavnih pri Postojnski jami. 200 let, letos smo praznovali, lani smo praznovali bomo tudi naslednje leta, ko imamo 40 milijonov obiskovalcev nekje v pomladi. Ja. Zelo zahteven projekt, vredno 4 milijone, ki ga delamo skupaj z državo, zato ker drugače pač ne gre. Tudi dokumentacijo in gradbeno dovoljenje smo pridobivali izredno dolgo, zelo premišljeno je vse narejeno in upimo, da ne bomo na koncu razočarali s tem, kar boste videli, ker nekako mislim, da ciklusi, ki so se pojavljali pri Postojnski jami, so se nekje med 40 in 50 let. Ko se je neka velika stvar zgodila, potem se 40 let ni več nič dogajalo. In tudi naši hoteli so iz leta 70-80, zdaj so prenovljeni, promenada je bila iz leta 70, zdaj bo prenovljena. In potem tisti, ki bo prišel, bo rekel, ful lepo tle že vse narejeno. Moramo pa tudi prenoviti upravno zgradbo. Nikoli nisem v teh 10 letih jamral, da vsi te zaposleni, vsi te moji sodelavci delajo v nekem okolju, ko enostavno ne gre več. Nas je, kot družba, nas je že približno 250, v sezoni 450 upravna zgradba pa ravno tako velika in skromno smo začeli prenavljati eno krilo, bolj zaradi tega, da bi vsakega od vas vsaj normalno sprejeli, ker če znamo ta glamur kazati skozi promenado, skozi hotele, nas je včasih malo stran povabiti v upravno zgradbo. Ja. Hotel Jama, B del hotela Jama je zelo pomembno za slovenski turizem, ker mi smo v tem trenutku imeli samo 80 sob, 78 jih delamo, to pomeni, da 160 sobami postajamo magnet tudi za kongresni turizem in s kongresnim turizmom moramo tudi delati primerno velike kongresne dvorane. Ta naša s kapaciteto 1000 gostov je tista, ki bo odpirala tudi to, kar do zdaj nismo mogli narediti. Ker zelo težko je, če je rekel, zakaj ni pri vas več kongresov. Ja, če imaš ti kongres, gostje hočejo tudi spati, ampak oni, ko hočejo priti javno, hočejo spati. To pravi, ko imaš ti premalo prostora, ne moreš ti delati vse tisto, kar si želiš. In tole nam odpira zdaj eno čisto drugo dimenzijo in zelo modra je bila odločitev takrat, ko smo se odločili, da nad Expom, to je tista črna zgradba, pustimo, da vse skupaj malo stoji, pa da vidimo, kam bo šel naš razvoj. Danes je šel ta naš razvoj v to smer, da bo tam ta ena večjih kongresnih dvoran v Sloveniji. Tole niso renderi, to je vzorčna soba v delu hotela Jama, zato ker tele sobe so imele motiv v jami, navdih v jami. In če nekdo pride v Postojnsko jamo,
in potem šel v sobi doživel del te jame. In vzročna soba brez renderjev postavljena, zdaj, ko se bodo vrnili stran, boste videli, da je že fasada narejena, stavbno pohištvo je postavljeno in to je koncept, ki smo ga potrdili, zelo lep je, podoben hotelu A, pa vendarle nekoliko drugačen, ker gre za tranzitnega gosta, ki ga bomo imeli tudi jutri. Materiali so bili res skrbno izbrani, ker nekaj smo se v tem času tudi naučili, kaj želi gost, ker pri nas se zadrži le 1, 2, 3 dni je že veliko. Se pravi, hiter check-in, hiter check-out, enostavna soba, prijetna, udobno spanje, komoditeta, predvsem pa vtis, ta vtis barv jame, ta slikovitost jame, ta, bom rekel, forma jame, ga moraš ti čutiti na vsakem koraku. Tako da temu smo sedeli, vse bi lahko naredili nek modern hotel, ampak jaz ne vem, če bi potem temu hotelu dal ime Hotel Jama. Potem je lahko pisalo gor Hotel Morje in bi bil čisto cel glav. To tukaj ljudje ne pričakujejo.